Pozdravljeni v oddaji #Ema, kjer predstavljamo profile letošnjih tekmovalcev na Emi. Danes prideta k meni akustična. Ok, akustična, oziroma Mate in Karin. Začnimo s hitrimi vprašanji. Prva stvar, ki vam pade na pamet. Mate, največja prednost Karin? Vokal. Vokal. Največja slabost Mateta? Priznaj. Ne vem. Tako je. Točno tako, da veš, ker je ni. Ok, vaj najljubši sotekmovalec na letošnji Emi? Inmate. Inmate, tvoj? Bom rekel tudi inmate, ker imamo osebne stike. Kdo je na vajah bolj tečen? Jaz. Jaz. Without a question. Ok, da veš. To so bila hitra vprašanja, gremo naprej na malce bolj počasnejša vprašanja. Ok, zdaj za vama je že kar dolga glasbena kariera in glasbenikom vajenega kalibra se je včasih kar težko prijaviti na Emo. Zakaj ste se letos prav odločili prijaviti? Ne vem, mislim, da se ta veliki ne prijavljajo zaradi tega, ker imajo svojo publiko, ker imajo svojo platformo. Mi pa dejansko rabimo to in meni se zdi, da v zadnjih letih, če nimaš ravno reklame na TV-ju, je to edini način, da lahko prideš tako rekoč v vsako gospodinstvo. Prek glasbenih festivalov torej. Prek Eme konkretno. Ne vem, če imajo ostali toliko moči in toliko dosega. Vajna pesem, naslov je Metulji plešejo. Sliši se zelo romantično. Kakšna je pesem? Sam si že povedal. Je romantična? Je romantična. A lahko slišim sam delček tega, samo delček refrena? Refren je Ok. Ful dobro. To mi je všeč, že sam verjetno v neki melodiji. Ne? Ja. Zapojemo. Težko zapojemo vse v glasove. No? Aha, ok, super. Zdaj, Karin, ti si bila že 3-krat na Velikem odru Evrovizije, se pravi z Manuelo, z Marejo in z Leo Cirk. Ti pa tudi imate in sicer s sestrami daljnega leta, ne vem, čisto točno 2002. To je gotov prednost, ne, da sta oba že stala na to Velikem odru, kot je Eurosong. Upam. Mislim, jaz ipak sem stala na odru, niti ne. Vedno sem bila v bistvu off-stage back vokalistka, kar je sicer meni bila prednost, ker pač sem lahko naredila samo svoj job, samo svoje delo in res koncentrirano, brez dodatnih. Ampak jaz mislim, da bi znalo biti prednost vsekakor, ja. Upam. No, ker še vseeno izkušnja toliko velikega festivala, nima veze, da si zgora, si spod. Jasno ti je, kam greš, ampak jaz mislim, da je to vseeno, če se ena druga izkušnja biti na fronti kot glavni izvajalec, ker tam dobiš ti in to dobro in ta slabo. Ne? Na back vokalu se ti malo, se mi zdi vseeno prešparan vsega tistega, s čimer je ta glavni soočen. Ne? Ti takrat v bistvu si pel z Jadranko Juras back vokale. Ja, evo. In tudi prvi singel od akustičnih je bil z Jadranko Juras. Tudi na tej Emi, kako se to bizarno sliši, nama bo back vokal pela Jadranka Juras. Res, super. In tudi v bistvu iz te Eme 2002, takrat s sestrami, meni se marsikaj kasneje v življenju zgodilo. Pa iz tega je prišlo, da sem z Magnificom lahko igral 4-5 let. Iz tega je dejansko prišla tudi da Fenomena. In očitno ta val še malo pljuska. Še svojih letih. Ok, se pravi, dajmo si pogledati ta prvi akustični singel z Jadranko Juras. Pri nas se ne gleda v oči, se bolj zase drži. Brez besed plešemo na mestu, negotov korak, kamorkoli stopiš. Pravijo, vse lahko je tvoj. Kaj vaju loči od ostalih tekmovalcev na Emi? Old school, tradicionalni, nek res na songwritingu, ne na produkciji toliko, ne na soundih, ne na ne vem čem. Taki v bistvu zelo starinski komadi so, ne, iz prejšnjega tisočletja, recimo. In to je nekaj, kar vas loči od ostalih, evo? Ja. Recimo. Zakaj boste zmagala, oziroma boste zmagali na Emi? Zaradi prepričljivega nastopa in izredne pesmi. In iskrenosti na odru. Ok, jaz sem pa tudi majčkam po vajinih socialnih omrežjih brskal, po teh novejših in tudi po tistih iz prejšnjega tisočletja. Pa mogoče ene slike rabijo majčkam pred zgodbe. Ok, ta Mate je tvoja, se mi zdi. Kaj si tukaj delal?
Čakaj, ker dost sem štemal, tako da moram pogledati, kje je to je v kleti moje bivše hiše v Radlah ob Dravi, ko sem podiral steno, da smo lahko peč vun tabek odnesli. Ok, to je tudi tvoja. Kdaj si to kvadil? To je bilo pa, mislim, da nekaj časa, kmalu zatem, ko sem si kupil Fender Bass, Markus Miller, in je pač terjal svoj davek. Svoj davek, ja, ok. No, pač navdušenje, v bistvu to naredilo. Karin. The best. Še dobro, da si sam to najdel. Ja, kaj tukaj letite? Jaz ne razumem te... Superman se reče temu. Ja, ok. Kaj je to vadba, kakšna, ali joga? Ja, to je joga v zraku. Zadnji 2 leti, no, moram reči, da sem pri teh letih, mogoče že počasi prihajam k letom, ko telo reče, ok, muzičar si, to delaš s svojim lifeom, you have to fix that. Si popravi to na nek način. Tako da, moje telo je moj instrument in mu na tak način malo vračam. Daš nazaj. Vse hude reči. Okay. Še eno sliko tvojo imam, Karin, taj pa iz ene druge socialne platforme. Veselim se. Kdaj je bilo to? Kakšen je bil koncert? O moj bog! A lahko vidim? Seveda. Kar je na Instagramu ostane gor. Tu sem stara 15 let. To je v jazz klubu Sačma, na jam sessionih, kjer sem vsako sredo zvečer preživela. Že po 16? Ja, pač takrat sem začela v bistvu s tem jazzom in... V gostilne hoditi, ne? Ne v gostilne hoditi. Mama ni vedela, da sem v gostilni, mama mislila, da sem na koncertu. Vse je bil koncert. In oboje je bilo res, ne? Tako. Ok, delček vajne pesmi smo danes že slišali oziroma sta jo zrecitirala, jaz se veselim, da slišamo celoti. Tudi vi jo boste lahko slišali v celoti 16. februarja na IMI 2019. Hvala. Hvala.